letu 2014 smo začeli s ključem do vključenosti in danes je tudi ta aktivnost ena izmed aktivnosti pod okriljem, pod krovnim brandom ključa do vključenosti. Smo resnično želeli pristopiti na način, da slišimo, kaj mladinski sektor potrebuje in kako lahko naprej delujemo na področju, ki ga vsi resnično že danes, na katerem že danes delujemo in kaj bomo naredili naprej. Ta analiza in ta vprašalnik nam je bil v bistvu točka, na kateri gradimo tudi današnji posvet. Format današnjega posveta odgovarja na izražene potrebe, ki ste jih opredelili. Se pravi, imamo govorca, odpiramo razpravo, dajemo neka dodatna znanja, ampak je začetek. Sodelujemo z Uradom za mladino, četudi je to naš sektor, a hkrati že na tem posvetu z Univerzo v Ljubljani in tisto, kar napovedujemo in kar veste, na medsektorskem posvetu v novembru še z našo sestrsko nacionalno agencijo CNEP. Se pravi, vključujemo tudi druge sektorje, predvsem zato, da damo signal, da delajmo skupaj na temo vključenosti mladih v družbo. In to je naša zaveza, da ne bomo delali na kratek rok, ampak dolgoročno. Morda se nam ne zdi, da smo kohezivna družba, pa smo. Po ključnih indikatorjih, ki jih imamo, smo relativno veločni. Če pogledate indeks dohodkovne enakosti, indeks tveganja revščine, možnost vključenosti v izobraževanje, podpora sistemska staršem, ki imajo otroke z Downovim sindromom in tako naprej. To nas dela konkurenčno boljše. Zato moramo po moje delati vse na tem, da ta ritem ohranimo. Tako da bi zaključil s tem, da se zahvalim naši nacionalni agenciji, ki je prevzela na nek način inicijativo in dela zelo aktivno izven svojih običajnih pristojnosti in naslavljate teme. Mi bomo absolutno te napore še naprej podpirali. Ne zato, da pomagamo nacionalne agencije, ampak ker imamo isto interes, da pomagamo našo družbo delati bolj slovensko in manj slovencejsko. Hvala. Predstavim rezultate našega vprašalnika. Mi, ko smo se začeli pogovarjati, da bi radi naslovili tematiko strpnosti v najširšem pomenu, smo vse bili mnenja, da mogoče pa ne poznamo dovolj dobro vseh vaših potreb. Tako da najlepša hvala vsem, ki ste se odzvali temu vprašalniku. Začeli smo dejansko s strpnostjo, potem pa smo tudi na podlagi vaših odgovorov, kot ste videli, usmerili fokus na vključujočo družbo. Vprašalnik je imel 11 odprtih vprašanj. Potekal je v obdobju junija do avgusta. Povabljene so bile pa organizacije, ki ste v zadnjih 3 letih prijavljali vsaj en program, vsaj en projekt v naš program Erasmus Plus Mladi v akciji. Dobili smo na koncu 58 odgovorov. Našo analizo pa je pripravila Urška Slana, ki je bila včasih tudi zaposlena na Mobitu, zdaj pa je raziskovalka in še vedno ostaja v sektorju. Najprej smo vas spraševali po razumevanju strpnosti in sicer dobili smo nekako 3 skupine odgovorov. Prvi tip odgovorov je v bistvu definira strpnost kot pozitivno želeno držo, vrednoto, značilnost ali sposobnost. Drugi tip odgovorov je bil v 7% vprašanih odgovorjen, da je strpnost opredeljena kot pomembna in želena vrednota, a s poudarkom, da je strpnost zgolj prvi korak k končnemu cilju, ta pa je sprejemanje različnosti in solidarnosti. In potem še tretji tip odgovorov, to je bilo pa 9% vprašanih, pa v bistvu izraža kritičnost in resne pomisleke do strpnosti in v bistvu tem 9% smo tudi prisluhnili in predlaga v bistvu alternativni izraz, kot so na primer sprejemanje in vključevanje, ki pa nekako bolje povzema tudi želen odnos do sprejemanja različnosti med ljudmi. Potem sledi drugo vprašanje in sicer smo spraševali po spodbujanju strpnosti kot del vašega poslanstva
In kar 91% vprašanih je v bistvu odgovoril, da se čutijo, da ste odgovorili, no, da se čutijo, da je to del vašega poslanstva. Zato tudi tale vesela faca tukaj, ker smo v bistvu res veseli, da v takem velikem številu prepoznate oziroma spodbujanje vključujoče družbe kot del vašega poslanstva. Zanimale so nas tudi specifične skupine, s katerimi se organizacije ukvarjajo. In nekako najbolj izstopajoči trenutno so begunci, migranti, prosilci za azil. Potem kar veliko organizacij se ukvarja tudi z osebami s posebnimi potrebami. En del tudi LGBTQI+, pripadniki etničnih in drugih skupin, socialno ogroženi, verske manjšine, pa recimo tudi medgeneracijsko sodelovanje je bilo kar zelo izpostavljeno. Današnji posvet je torej v bistvu drugi korak, se pravi prvi je bil ta vprašalnik, drugi je današnji posvet, ampak stvar se tukaj ne zaključi, danes naredimo akcijske načrte. Hvala. Kako smo si zamislili zdaj tale tek? In sicer zorganizirali bomo 2 kroga pogovora. Prvi krog, zdaj je pred vami, se boste pogovarjali v teh malih omizjih oziroma okrožjih, na kar boste imeli dobrih 20 minut, da se pogovorite o prvem vprašanju, in sicer, kaj me je v izsledkih raziskave najbolj nagovorilo oziroma presenetilo, nekako nekaj, kar vam je izstopilo. Naše kolegice boste to tudi zapisale, kakšna stvar, zato da bo res prišlo do pravih ušes kasneje, če jih mogoče ni tukaj noter, oziroma da pride saj v zapisnik, ki ga bomo potem podelili tako z vami, kot s tistimi ljudmi, ki so vpleteni v to delo. Ker, prosim. 67% organizacij se teme strpnosti ne loteva nekako sistemsko, ne? Ampak nimamo pa razvitega neke metodologije, nekega sistema, na podlagi katerega bi lahko v bistvu učinkoviteje merili tudi neke učinke, ki ob tem nastajajo. V bistvu s to temo sem se srečala leta 2009 v projektu Mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga. Seveda me je potegnila, z njo sem se identificirala. Vsi imamo predsodke, vsi imamo stereotipe in imeli bomo do konca življenja. Važno je, da jih pač ozaveščamo in da jih pač, ko se jih zavemo, da jih odpravljamo. Ta metodologija zelo, zelo učinkovita. Najdete jo na spletni strani, prosto je za download. Narejena je tako, da je napisana po korakih, da je lahko izvede res kdorkoli. Večinske organizacije, v več kot 90% verjetno dobimo denar, da lahko izvajamo aktivnosti, ki so načeloma namenjene manjšinam. Torej, eden izmed sloganov projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga je nič o manjšinah brez manjšin. Drugi slogan, da mene zanimajo vodje in voditeljice, se pravi samo en človek, ki bo pač čez toliko in toliko let stal na tem mestu, na katerem stojim jaz. Drugo vodilo je torej keep it real. Bodimo realni, ne bomo spremenili sveta. Važno je, da bo nekdo stal na tistem mestu, na katerem mi zdaj stojimo, kar se tiče vzgoje in učenja za medkulturnost. In tretja je, ki se načeloma navezuje na to drugo, oziroma prvo, da za medkulturno vzgojo in učenje nikoli ni prehitro, je pa hitro prepozno. Hvala lepa. Hvala, Karmen. In vabimo kar Janeza Arha iz Društva Centra za pomoč mladim, da pove kaj o njihovem doživljajskem igrišču.
praksi se mi vsakodnevno srečujemo s tem, da igra spontana, ki prihaja kot nek impuls in se materializira na našem igrišču, v bistvu z njo je možno preseči vse jezikovne, nacionalne, kulturne, etnične, razlike v veroizpovedi. Vsaki zaznani kakšni taki izražanju nestrpnosti mi enostavno reagiramo, se postavimo na stran tistega, ki so mu pravice kršene. To je včasih zato, da imamo koražo namreč si iz oči v oči z dvemi odraslimi, glasnimi moškimi. In včasih mi to kar enostavno zdaj iti tja in na prijazen, vključujoč način nas sprožiti zadevo in razrušiti, da kar se tiče znotraj samega igrišča, tudi dovoljeno tega bomo puščali in seveda poskrbimo za neko ustrezno razlago, zato da smo nevideni kot nekdo, ki njih ne bi razumel. In na ta način zdaj v 6 letih, ko se postavljamo v bistvu jasno in glasno za te pravice, v bistvu se kar že kažejo rezultati. Naprimer, nekdo, ki se je še pred 3-4 leti čez ograjo na igrišče noter drl, kaj toliko onih ta črnih zdaj tlele, pa ne vem, kje imamo harem, pa take zadeve. No, recimo en izmed teh zdaj že doma gosti, prijatelje svojih otrok, ki so romske populacije in hodijo na kosila. Starši se med seboj že izmenjujejo recepte. Vzgib za projekt IBS gostiteljski z naslovom Drowned Stories so bile v bistvu lanskoletne zgodbe beguncev in posledično vsa nerazumevanja, strah, neke te nezmožnosti empatije, ki smo jih pač spremljali po socialnih omrežjih, televizijah, tudi mi osebno v stikih z ljudmi v našem lokalnem okolju. In Dunja se je potem povezala s slovensko filantropijo in dobila priložnost, ko so begunski center zaprli, delati še v azilnem domu. Tam je izvajala različne prostočasne izobraževalne aktivnosti za priseljence, hkrati je pa tudi zaradi razumevanja mladinskega dela, ki ga izvajamo v Mladinskem centru Trbovlje, uspela zelo aktivirati se pravi Abdullaha in Mohameda. In njima je v bistvu postala mentorica in jih je peljala skozi proces načrtovanja, organiziranja in tudi končno izvedbe 2 dogodkov. Skupaj so zorganizirali živo knjižnico in pa sirski večer. Tako da vsak mlad človek, ki aktivno sodeluje, dobi, mislim, ostane v te učinki nekega ponosa, ko uspeš realizirati, kar si začrtal, sigurno se ti dvigne samozavest. In tudi oba, Abdullah in Mohamed, v tistem trenutku nista bila zgolj begunca, ampak sta bila izjemno sposobna, motivirana, aktivna mlada, ki imata zelo podobne potrebe, želje, strahove, kakor tisti sovrstniki, s katerimi sta pa potem v Trbovljah tudi prišla v stik. To je mogoče učinek na Abdullaha in Mohameda, Vesna pa mogoče bolj podrobno še ostali. Ja, v bistvu kako posebno je način vključevanja, način kako je Dunja vključevala Abdullaha in Mohameda, kako je vključevala lokalne mlade, ko jim je pomagala pri snovanju mladinske izmenjave, kako je vključevala lokalne organizacije konec koncev. In tale projekt, lahko rečem, da je pustil sledi na to izmenjavo, ko je pustil sledi v bistvu našem razmišljanju tudi znotraj organizacije za izvajanje prihodnjih IBS projektov. Način vključevanja je zelo pomemben, ker so skupine, ranljive skupine so drugačne in drugačna je dinamika. Tako da, 5 minut. To je to. Hvala.
sama ideja nogometnega turnira je, da na tak preprost način, kot je nogomet, ki je zabaven, sporočamo neke vrednote strpnosti, vključevanja, pa mogoče še raje, da slavimo različnost. In to storimo tako, da tudi Kralji ulice so nas obiskali že parkrat, da so te skupine, ki se pravi ekipe, ki se prijavijo na turnir, so lahko spolno, se pravi, da so fanti in punce, lahko igrajo v ekipi, da so generacijsko zelo različni, od osnovnošolcev do srednješolcev igrajo, da prihajajo, da so to lahko brezdomci, priseljenci, begunci ali pa preprosti, običajni mladi iz našega lokalnega. Uspeli dobiti nekaj sredstev in smo natisnili en kratko brošurico, letak, ki tudi druge spodbuja, ki je podobnega organizirajo in noter so zapisane vsi koraki, kako se tacega dogodka lotiti. In imam tukaj nekaj v angleščini, nekaj v slovenščini, letakom, kdo želi, si lahko vzame. Hvala, Marko. To je ena fotka iz našega poletnega festivala. Na Starem trgu se nahajata galerija Škuc in infocenter Škuc za mlade. Druga lokacija je pa Metelkova, kjer se nahajata klub Tiffany in klub Monokel, naša lezbična knjižnica in tudi naše pisarne. Škuc je eno tako veliko društvo, v okviru katerega delujejo različne sekcije, in to predvsem na področju filma, gledališča, umetnosti, kulture, informiranja in svetovanja in založništva. Od konca 80-ih nekako društvo Škuc skrbi tudi za socializacijo, ozaveščanje in kulturo tudi socialnih manjšin. Prav danes na povabilo Movita bom predstavila nekaj praks, ki jih izvajamo na tem področju. Ena izmed teh je tudi festival LGBT filma. Se mi zdi, da ta festival ima prav tako eno pomembno zgodovinsko vlogo, ki je odigral prav na področju emancipacije, tako imenovanih novih družbenih skupin, gibanj, pa tudi na področju socialnega in estetskega ozaveščanja gejevske in lezbične, pa tudi širše populacije. Zanimivo je, da razen tega, da ima neko emancipatorsko vlogo, je tudi zelo pomemben družaben dogodek, kjer se na enem mestu zbirajo ljudi prav te populacije, ampak tudi zelo pomembno je, da ne samo te populacije, ampak v zadnjem času tudi ostalih, ki jih filmska kultura zanima. Druge take zanimive projekte, ki jih imamo, ki se mi je zdelo tudi pomembno, tudi Škuc, to je infocenter za mlade, ki se nahaja pa na Starem trgu in se ukvarjamo predvsem s informiranjem. Skušamo mladim oziroma razviti neko debato o raznolikosti družbe. To je to enkrat. Kot zadnjega vabim še Miho Zinčka iz Fakultete za družbene vede. Znate, da kdo ne pozna Moodla? Dvigna roko, vsi poznate Moodla. Ok, smo prej rekli. Da je kaj uporabnega. Najprej na kratko o razvoju orodja. Začel se je z projektom evropskim, financiran strani Evropske komisije, Aktivni evropski državljani skozi šolo, ACES na kratko. Ta projekt je Evropska komisija oglaševala kot zgodbo o uspehu in temu sta sledili dve nadaljevanji tega projekta. Prvi je DACES, to je razvoj aktivnih državljanov, gre za spremembe teh pravic, v okviru katerega razvijamo to orodje Moodle za izobraževalce državljanske kulture in državljanske vzgoje, in pa TRACES, to je pa nov projekt, ki smo ga štartali zdaj septembra, in tle bomo rabili vaš input, ker se je pa naslov Tackling Radicalization, in tu rabimo vaše odgovore, pomoč, kaj vi rabite, ampak do tega bomo prišli na zadnjem slajdu. Zdaj za tiste, Moodle je
javno dostopni vsem, učitelji ali pa neformalni izobraževalci ga lahko uporabljajo in zdaj bom pokazal na kratko sam ta Moodle. Tak izgleda Moodle, ko pridete na spletno stran in sicer tu so označene vse učilnice, kot spletna učilnica, če kdo pozna, in potem imamo noter zajete teme. Najprej smo začeli s temami za državljansko vzgojo, ki smo jih našli v učnih načrtih za osnovne in srednje šole. To so vse učilnice in iz tistega področja, ki se dotikate, ne vem, če ste učitelj v 7. razredu, greste za državljansko kulturo in vzgoja, etika. V to učilnico so tudi pripravljene teme za mladinske organizacije. Dokumenti z področja človekovih pravic in nekateri ostali, socialna država, globalizacija. Gremo v eno temo, dokumenti z področja človekovih pravic. Namen te teme je, da je ready-made za vas, da vi lahko uporabite in tle in vsebinsko, naprimer, kaj so človekove pravice in opremljeno z vsemi slikami, videa, interaktivnimi vsebinami. Potem pa za učitelja mogoče tudi zanimivo, da so zraven še kvizi pa dodatna literatura, ki jo lahko uporabljajo oziroma predlagajo dijaki. A imate kdaj problem s financiranjem lokalnih projektov, lokalnih stvari ali pa kvečemo do nacionalne ravni? Zdaj ponujate mednarodne. Mislim pa, če govorim, ne vem, naprimer Svet vlade za mladino je pač nekdo, ki je zmožen pač, ne vem, prenesti znanje, mislim, tudi vsebine na tako, da premalo izkoriščamo te. In da se potem kljub temu, da to nima direktno veze s kmetijstvom, ampak se mi absolutno zdi pomembno, da se kmete mlade izobražuje, tudi na področju strpnosti. Ne jih izključevati, potem pa se čudi, da so pa nestrpni. Ne. Tako da, če bi se dalo s temi določenimi ministrstvi medsektorsko zmeniti, dobro, treba tako da zdaj imamo te predloge, Polona, jaz upam, da je šlo, tukaj na papirju so zapisane. Tako da hvala za tole intenzivno sodelovanje. Zdaj pa moramo odpreti vrata, pa še ostale napisati. Prvo smo veliko govorili, pa smo fajn zapisali Maja Čudito, hvala. In zdaj bomo začeli prav z uradom in vsi delamo na terenu. Vsi bi radi prišli v šole in ocenjujemo, da je to neformalno izobraževanje premalo poznano. Zato bi dali priporočilo, da tudi strani Urada za mladino še nekako bolj utemeljijo to sistemsko urejanje sodelovanja formalnega in neformalnega. Vemo, da je velika ponudba teh delavnic na trgu, ampak se mi zdi, da je fajn, da tudi učitelji razumejo nas kot pomočnike, ne kot konkurenco. In potem imam še eno in to je, da so dolgoročne prioritete, da se to ne menjava iz leta v leto, ker je tudi vezano na MOVID, ker smo se mi pogovarjali, letos je aktivno državljanstvo, drugo leto je strpnost in mi smo vsi malo zmedeni, čeprav mladinske organizacije morajo slediti svojemu poslanstvu, bi jaz rekla. In zato naj bi te letne prioritete niso dovolj, potrebujemo dolgoročne rešitve. Mladinske organizacije moramo tudi imeti en strateški pristop k načrtovanju naših aktivnosti, ne sam se loviti tudi na razpise. Imamo samo A4 z alinejami. Jaz sem si v bistvu povzel, kar smo debatirali oziroma če smo razpravljali v naši skupini. Tale tudi dejansko leti direktno na agencijo MOVID. Moram povedati, to ni moje osebno mnenje, ampak skupaj prijatelji v moji skupini, da bi lahko bilo mogoče prijavljene na projekte malo bolj optimirano, oziroma če bi lahko aplikacija malo bolj gladko delovala, če sem prav razumel svoje člane skupine. Oziroma, da bi lahko imela malo boljši servis, če se bolj korektno izrazim. IT govorimo. Kjer aplikacije? Za prijavljene razpiše se na motim, ne? IT to.
IT je mišljen. Potem pogovarjali smo se tudi o tem, da dejansko bi morali dejansko malo razjasniti, kaj dejansko je Urad Republike Slovenije za mladino, ker jaz sam berem sumo sumarum, o čem se pogovarjam. Ne, še se nija, ker jaz tam nisem zaposlen, tako da. Je pa dejansko res, da nekaj ljudi pač ne ve, kaj dejansko ta urad ponuja mladim in mladinskim organizacijam, ne? Predlog za Ministrstvo za izobraževanje, da uvede program Mladinski delavec v šoli. Kaj to pomeni? Torej v kurikul, v reden pouk na neko temo bi prišel mladinski delavec redno v določenih obdobjih v razred in tam z metodami neformalnega učenja delal z učenci oziroma dijaki. S tem dosežemo mlade, povežemo formalno in neformalno in tudi spletemo partnerstva, torej partnerstva med akterji neformalnega in formalnega učenja. Vladi je en tak zelo konkreten predlog, da bi projekte, ki so se v preteklosti izkazali kot zelo dobri, financirala še naprej oziroma na nekem novem nivoju, da bi jih umestila v sistem ali da se to aplicira še na druge nivoje organizacije. Primer, naprimer, projekta Mladi ambasadori medkulturnega dialoga in še so gotovo taki projekti. Potem pa smo izpostavili še pobudo tako naslovljeno na Mobit kot na urad, da bi glede postavljanja prioritet bili odzivni tudi od spodaj navzgor, torej da bi se odzivali na potrebe, ki prihajajo iz mladinskega sektorja. Torej ne samo programi po prioritetah, ki so postavljeni od zgore, ampak odzivnost tudi na potrebe mladinskega sektorja. Nina, kako si se imela na današnjem posvetu? Odlično, zelo fajn. Zelo mi je všeč, da se je tako veliko mladinskih organizacij odzvalo na ta posvet in res spodbudno se mi zdi, da se Movit tako skrbno ukvarja s to problematiko nestrpnosti v našem okolju. Bilo je zelo zanimivo. V bistvu že kar nekaj časa se nisem udeležila nobenega posveta, tako da sem bila seveda precej skeptična glede tega, da ne bomo tako, kot je rekel Uroš na začetku, zopet mešali megle, ker posveti so kar znani, kar se tega tiče. Ampak načeloma, glede na to, da sem ostala do konca, je to dober znak. Marko, kako si se imela na današnjem posvetu? Prijetno. Kaj ti je bila pa najbolj svetla točka današnjega posveta? Bi kar rekla, da je bil to nastop oziroma govor gospoda Jenkinsa, ki je res čustveno in zelo živo predstavil situacijo v Južnoafriški republiki, v njegovi državi in celo zgodbo z apartheidom. Zagotovo je to bil govor Ivora Jenkinsa. Predvsem to, da sem se srečala s kolegi in kolegicami iz ostalih mladinskih centrov in spoznala tudi nekatere nove iz drugih organizacij in v bistvu prepoznala v njih nek tak žar, na katerega sem jaz mogoče že malo pozabila, ne? Ker sem že toliko časa v mladinskem sektorju in so v bistvu navdihujoči, ne? Čeprav so idealistični, ampak take rabimo. Ja. Kako pa vidiš vlogo vaše organizacije pri tematiki, ki smo jo danes naslavljali? Moram reči, da jo brez izgovora nekako naslavlja bolj posredno preko svojih projektov in različnih dogodkov, ki jih sicer organizira na drugo tematiko, ampak se nestrpnost in diskriminacija pojavljajo. Kako pa v bistvu vidiš prihodnost vaše organizacije, glede na to, da vi ste pa že res v bistvu veliko dela na tematiki vključujoče družbe, kakšni so vaši načrti za prihodnost? Ja, mi se vsekakor ne damo, ne. Jaz večkrat zase rečem, da
se pravi, delati na področju sprejemanja različnosti, informiranja o različnosti je v bistvu zelo težko delo. Ampak kljub temu seveda dobiš zelo debelo kožo že, ampak marsikaj te še vedno užalosti. Ampak naš moto je na nek način, da lahko nas date na križ, mi bomo v bistvu žeblje prinesli zraven. Ja, tej temi posvečamo kar nekaj pozornosti. Mislim, da jo vključujemo v naš program prek različnih mednarodnih projektov, ki jih gostimo ali pa mlade pošiljamo na njih v tujino. Če kot primer mogoče lahko navedem antirasistični nogometni turnir, ki ga izvajamo vsako leto.